drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. O prazniku svetega Valentina vam ponujamo poezijo Andrejne Truznjak Saviješ. Saviješ, da je žebic lijat, se na dan cajta za čez dan pastjejo postrojit. Zak previc druzih reči se mi zdi buj potrebnih. Kar pride ura se ulehnit, no malo se mi hudo zdi videt vse šele narazen. Pa potle, pogledam tvoj kušanev blizu mojega, opart nanj, an vien, da sem naredila propustit sled naše ljubezni, a ne vse zbrisat, kuda bi nablo nič. Rata dekaj nišan kraj, se ogledneš ti nazaj. Tvoje življenje od daleča pogledaš, prva beseda. Igor Tur, predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje, ki je društvo, ki sledi šol, ki je ustanovilo šol od leta 1984 in ki sledi šol, dvojezični šol v Špetru šele kot društvo staršev, recimo. Ne. Igor se zdi, da za šolo se napremika še nič, recimo za prostore. Kako in kaj delate vi kot starši? Kaj mislite? Starši kot in društvo. Kot zavod. Ja, kot zavod. Ker istočasno sem tudi oče dveh otrok, ki so v tem trenutku še na osnovni šoli. Kot starši, kot zavod imamo to veliko skrb, kako se bo stvar rešila. Po 3 letih, odkar smo morali zapustiti našo šolo, sedež naše šole v Ažli, smo se znašli v eni taki povprečni situaciji, ki na začetku je bila izredno skromna. Zdaj se je malo obogatila, kakorkoli je še vedno nezadostna za potrebe dvojezične šole, ki številčno je močna in kvalitetno pouk je tak na visokem nivoju, da v tem trenutku ni primerno delo, ki se ga uspe v takih situacijah odpraviti. Dosti vprašanj je bilo postavljenih županu, stike smo imeli tudi z upravitelji, predvsem z odbornikom Molinarom, deželnim odbornikom za šolstvo, z deželnim ravnateljico za šole. Nekaj obljub je bilo tudi postavljenih, rešitev pa zaenkrat ni in tudi dobrih informacij v to smer nimamo in zato smo v skrbeh. Poskusili smo vse povsod, zato bi zdaj na zadnje tako še mislili primerno vprašati gospoda župana srečanje in od njega razumeti, kdaj in koliko časa bodo potem te stvari dokončno izpeljane in rešene. Ja, steklo je 3 leta, ne, recimo, in sreča, vpisi ne upadajo na dvojezični šoli, tako da bo treba kaj narediti za zganiteljno situacijo. Prav gotovo. Zdaj, ne glede na te slabe pogoje, starši še vedno imajo zaupanje v šole. Verjetno je tudi tradicija dolgoletna in potom vsi otroci, ki so zapustili dvojezično šolo, so bili vedno uspešni v nadaljnjem šolanju, tako da res mislim, da tisto je pozitivno in šola živi tudi na vsemu, kar je bilo dobrega investiranega. Zavod skrbi tudi za nadaljevanje, recimo za dopolnitev za stvari, ki so okoli šole, ki se rodijo okoli šole. 2 stvari smo recimo slišali, da se podpirajo mlade, ki končajo 3. nižjo srednjo šolo, zdaj ti v slovenske šole v Gorico in tele dvojezične jaslice, ki naj bi bile v Podbonescu. Ja, glede nadaljevanja šolanja je stvar že toliko let upeljana in ta študij, ki ga naši otroci dosežejo in ga realizirajo na naši nižji stopnji, je verjetno premajhna investicija za vnaprej. Zato nekateri si želimo, da bi potem ti otroci, ti že odrasli, mladi, se upisali na višje šole v Gorico, je pa problem z razdaljo in s prevozom.
Imamo v tem trenutku samo 2 učenca, ki se vozita v goriške višje šole. Skušamo malo senzibilizirati starše, kot zavod bi imeli en majhen načrt za pomoč pri prevozu, ki bi lahko že steklo za naslednjim šolskim letom. Upamo, da se bo stvar počasi v to smer tudi upeljala. Z druge strani, lažje bi bilo, če bi imeli v Špetru, v Videmski pokrajini, eno višjo šolo, verjetno jezikovni licej, ki bi prav gotovo uspel zajeti več udeležbo naših otrok. In recimo odraščanje gremo na Tamale. Tele jaslice, ki je tako odmevno župan občine Podbonesac napovedal, dvojezične jaslice. Ja, v resnici načrt je že precej let bil zastavljen, nekaj se je o tem razmišljalo, v zadnjih 2 letih pa stvar je postajala vse dalje bolj konkretna, predvsem zaradi tega, ker šolski prostori občini Podbonesac so neizkoriščeni in župan je te prostore pripravljen dati nekomu, da bi potem te jasli zastavil. Mi kot zavod smo tudi nekje bili zainteresirani, ker vidimo neke vrste kontinuiteto, se pravi, da bi začeli že pri mladih, zelo mladih otrocih, potem bi vrsta didaktični proces peljali naprej čim dlje. V tem trenutku je občina zaprosila in dobila tudi en finančni prispevek deželni za posodobitev vseh prostorov, tako da stvar bi lahko zares stekla. Problem so mogoče začetni stroški in tudi zadostno število vpisov. Bomo poskušali sedaj v teh mesecih pred septembrom stvar malo preveriti in ugotoviti, če bi bilo zares dovolj teh vpisov. In z druge strani tudi bi morali dobiti eno finančno kritje, ne vemo še točno kje, verjetno eno finančno pomoč bi potrebovali, da vsaj vodoma stvar lahko steče normalno. Ja. Jaz v občini želim, recimo, da bi vse steklo, kakor je steklo z dvojezično šolo toliko let nazaj. Tako da tudi tele jaslice bojo pripomogle šoli. Jaz mislim, da tukaj v Beneči smo trmasti in če si zastavimo en načrt, ga ponavadi uspemo tudi speljati. Zato glede tega sem precej optimističen. Hvala, Igor. Hvala vam. Hvala. Novice telega tjedna. Dan slovenske kulture bo v Špetru v soboto 16. februarja ob 6. zvečer v Slovenskem kulturnem centru. Inštitut za slovensko kulturo in glasbena matica bo to prizorila spevoigro Krajica vida, katere sta avtorja Aldo in Davide Klodič. Dan slovenske kulture bo v Vukovah v Kanalski dolini v petek 22. februarja v organizaciji Združenja Černet, Centra Planike in občine Naborjet Ovčja vas. V petek 15. februarja ob 6. zvečer v Slovenskem kulturnem centru v Špetru bo javno srečanje o časopisu Novi Matajur. Se bo glas naših dolin ugasnil, vsi vabljeni. Anše Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru bo v Kobaridu od 21. do 23. februarja. Uvod bo v Beneči v sredo 20. februarja ob 8. zvečer v Špetru v Slovenskem kulturnem centru. Benečija Posočje en sam kulturni prostor. Nastopila bosta zbor Matajur pod vodstvom Davida Klodiča, Združeni zbori Posočja pod vodstvom Mateja Kavčiča. Lep pozdrav iz Terske doline. Občina Bardo organizira čezmejni kampus Terska dolina, ki bo potekal od 30. junija do 5. julija na planjavi Ciklan.
kampusu se lahko upišejo mladi od 11 do 14 let, ki živijo v dolini Posoča ali v Rezi ali v Nediških in Terskih dolinah. Kampus je brezplačen. Program in obraze za vpis najdete na spletni strani občine Bardo. Iz 30. sejma Beneške pjesmi. Skupina Sons of Gun se ukvarja predvsem s punk rockom in tudi na zadnjem sejmu Beneške pjesmi je predstavila pesem, ki pripada temu žanru glasbe. Na besedilu Sare Simončič, ki je hkrati basistka in pevka skupine, Sons of Gun so predstavili pesem, ki nosi naslov Kriva. Sons of Gun. Uskryte nigdy moja żuliania i z tych moich myśli czuję załekano litanie oki oprekleje baba małchot picia misza nie ta na myślen a myśli letio lety se zapletają herby do mojej chlawy nabroję ją sosty ostanę ją sami noche na welbo kana kada se bo glava zapletla Carne bo pokrywa spekla rokie, a pokrywa peta twarz lat pomek. Carne bo pokrywa spekla rokie, a pokrywa peta twarz lat pomek. Ona gobierza, ona gobierza. Zakiste cię nocem. Se sugasujemy, se specze nam teczeń. Se specze nam teczeń. Tecze nam zad, tecze nam zad. Zabić moje chlawy, zubiasujemy, uskryte nigdy, moja żuliania i z tych moich myśli czuję załekano litanie oki oprekleje baba małchot picia misza. Tecze nam zad,
Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.